En lep pozdravček vsem na velikem energijskem vlečanju oziroma vleku. Mi to bolj v angleščini rečemo energy pool, v slovenščini nimamo tako glih nekega primernega izraza, energijski vlek, recimo temu. Zdaj za tiste, ki mogoče me ne poznate, samo tako, da se na kratko predstavim, moje ime je Barbara Mali, sem certificirana facilitatorka Access Consciousnessa, pionirka Access Barsa v Sloveniji, certificirana facilitatorka Access Barsa od leta 2012, pol certificirana facilitatorka Access Consciousnessa od 2015. Zdaj pred kratkim sem postala pa tudi še facilitatorka specialnosti Accessove radost poslovanja in pa 3-dnevnega seminarja o telesih. Tako da, gremo naprej, a ne, tako prav, wow. Tudi kaj kreiramo v Sloveniji, vsem vam, ki prispevate k temu na kakršenkoli način, hvala. Tako da, ja. Dajmo mogoče na začetku povedati sploh, kaj je to vlečenje energije. In tudi seveda vabljeni ste, da zastavite vprašanje, da napišete kaj tudi v chat, če ne morete v živo se vključiti. Pa bom jaz naslovila, zdaj ta Zoom današnji ne bo neki ful dolg, a ne bomo tako to dosti na hitro naredili. Tako da, ja, vabljeni ste seveda, da vprašate kaj. Torej, vlečenje energije oziroma energijski tokovi, to je nekaj, kar mi tako pravzaprav že počnemo. Torej, to je prisotno tukaj, dejansko mi imamo energijske tokove z vsem. Torej, uporabljamo vlečenje energije, potiskamo energijo, določeni ljudje izpijajo energijo in recimo tudi živali uporabljajo te energijske tokove, potem recimo vreme in to, s tem lahko se dejansko tudi so prisotni energijski tokovi. In danes se bomo bolj posvetili torej vlečenju energije, okej? Drugače, bolj se seznanite s temi različnimi tokovi na seminarju Temelji, oziroma tudi na seminarju torej radost, torej drugačen način poslovanja, ki oba prihajata, torej Temelji prihajajo v nedeljo, pa do srede, pa drugačen način poslovanja pa od 10. do 14. septembra prek spleta. In tam pa pač bolj podrobno to obravnavamo. Drugače je pa tako, torej ti energijski tokovi, torej ko imamo z nekom energijsko povezavo, je ta oseba prisotna z nami. Torej, ker običajno, mogoče imate kako osebo v svojem življenju, ki, ko se z njo pogovarjate, je tako, kot da pač ni prisotna, vas ne sliši. To pomeni, da z njo niste energijsko povezani, okej? In ko uporabimo vlečenje energije oziroma določen tok, ki ga ta oseba potrebuje, da se počuti povezano z nami, je potem ta oseba prisotna z nami in imamo lahko s to osebo potem pravo komunikacijo. Jaz samo da vidim, kaj imamo v klepetu. Aha, čestitam, lepo pozdravljeni, posebno Barbara, hvala, lep pozdrav vsem prisotnim. Ja, hvala. Ja, gremo naprej, kreiramo naprej. Ja, torej, vlečenje energije ste zagotovo že vsi sami tudi izkusili, recimo, če imate majhne otroke, ko vidim tamle enega dojenčka, a ne, dejansko otroci, ko še ne govorijo, dejansko komunicirajo z energijo, a ne, in torej vlečejo energijo ali pa potisnejo energijo in vi pogledate k otroku, a ne, in veste, da nekaj potrebuje od vas. Pa če imate recimo, če imate domače živali, recimo kužka, a ne, morate vedno, mislim tako, ko on vleče energijo, vi skozi pogledujete k njemu in točno veste, da nekaj potrebuje od vas. Ali pa recimo določeni ljudje ful dobro vlečejo energijo in se pač tako se k njim obračate in v bistvu sploh ne veste, zakaj se k njim obračate, ampak zelo dobro vlečejo energijo. In vlečenje energije lahko uporabljamo na vseh področjih življenja. Ni to samo za biznis, ampak je za vse posod je to uporabno. Tudi če ste v službi, tudi če kjerkoli v šoli, otroci v šolah lahko uporabljajo vlečenje energije za to, da dobijo informacije, ki jih učitelj od njih potrebuje, recimo, če so vprašani, in s tem tokom energije, tudi če z nekoga vlečemo energijo, pridejo tudi informacije, ki jih ta oseba ali mora slišati, ali ji moramo na nek način povedati nekaj o tem,
tako da res uporabno na vseh področjih. Zdaj, tisti, ki ste bili mogoče že na Access Bar delavnici, je prva stvar, ki jo naredimo pri barsih, je kaj? Je vlečenje energije, a ne? Torej, ja, in tukaj danes bomo pa naredili to vlečenje energije na tak način, da pač tam recimo pri barsih vlečemo energijo skozi telo, a ne, zdaj pa ne bomo pred sabo imeli telesa. Okej, tako da vsi tisti, ki zdaj nekaj tako ful, recimo razmišljate, koliko zdaj to ne naredim vlečenje energije, ali pa da je to nekaj, ali neka fizična, neka mentalna zadeva, ni. Okej, to vsi vi že počnete, več ali manj bolj nezavedno to počnemo, zato včasih privlečemo v svoje življenje tudi kake, kako bi rekla, neke neprijetne stvari, ampak dejansko jih mi vlečemo v svoje življenje. Mi potem sprašujemo jih in jih potegnemo pol v svoje življenje in namen tega ozaveščanja energijskih tokov, torej tudi v bistvu, kje recimo kakšen energijski tok uporabiti, je to, da dejansko začnemo zavestno uporabljati in zavestno v svoj prid uporabljati, torej da jih v svojo korist uporabimo. In zdaj mogoče še eno informacijo na začetku, a ne, torej ljudje se prikazujemo oziroma prikazujejo na različne načine. Torej eni imajo postavljene bariere, v smislu tako, dokaž mi, a ne, in iz tistih moramo ful vleči energijo. Torej da dejansko spustijo svoje zidove in so pol prisotni z nami. Potem imamo recimo neke ljudi, ki so nevtralni, torej ti so tako, imajo pol poln kozarec oziroma pol prazen kozarec, kakorkoli iz katere smeri pogledamo, in tem moramo pošiljati energijo, da se napolnijo. Potem imamo ljudi, ki potiskajo energijo v nas, tiste bi najreči kar, ne, to so razni prodajalci, razni akviziterji, razni zavarovalniški agenti, ali pa tudi recimo, kadar fant osvaja punco, ponavadi, ne, potiska energijo v njo, ampak dejansko bi mogel vleči energijo iz nje, ampak je tako pač, tako so naučeni bili, a ne, torej potiskajo energijo v punce, ampak ja, v bistvu bi bilo ful bolj privlačno, če vlečemo iz nekoga energijo. Potem imamo pa še tudi določene ljudi, ki izpijajo energijo, so izpijajoči in kadar smo s tako osebo, potem, ko gremo domov, se počutimo take tisti spite in smislimo, shit, ne, zdaj sem se spet s to žensko ali pa s tem človekom dobila. In tukaj gre samo za to, da oni bolj vlečejo energijo kot vi. Okej? Drugače v drugih nekih modalitetah govorijo o nekih energijskih vampirjih in tako naprej, ampak dejansko se gre za to, da pač ta oseba bolj vleče energijo kot vi. Okej? In ja, drugače pa danes smo tukaj zato, da bomo naredili energijski vlek, torej karkoli imate. Torej, če na primer imate nek biznis, imate neko, recimo imate neko storitev, nekaj, kar počnete, neki, karkoli v končni fazi in dajmo mogoče tako, da bomo imeli nek skupni imenovalec in to lahko pač za sebe uporabite, pač za vsako stvar dejansko se lahko naredi to vlečenje energije. Ampak dajmo recimo narediti danes vlečenje energije zato, da kaj bi bilo, da bi vsak prebivalec na planetu Zemlja, da bi vedel, da obstaja Accessova orodja. Da dejansko obstaja nekaj drugačnega. Da si lahko dejansko ustvari drugačno življenje. A ste za to, da to naredimo? Ja, torej, kako to naredimo? Torej, najprej bomo znižali svoje energijske bariere, ker je ful lažje, če nimamo barier. In kako spet, nekdo bo rekel, koliko naj svoje energijske bariere naredimo? Zgolj, ko potem vprašamo, torej, da znižamo bariere, pač se znižajo, ali pa lahko si tudi predstavljate, da jih tako z dlanmi dol potisnete. Okej? In potem, ko dejansko potisnemo dol te energijske bariere, vse ful lažje. Vse ful lahkotnejše. In zdaj bomo naredili naslednjo stvar, vašo energijo oziroma svojo energijo boste razširili. Torej, če ste zdaj tako energijsko, recimo toliko veliki, bomo zdaj to razširili, da boste postali veliko večji. In vas bom jaz peljala čez to, da se boste razširili. Najprej se razširite do sten tega prostora, v katerem ste danes, kjerkoli ste. In to, jaz rečem, to se takoj naredi. Okej, to ni nekaj, ni neka mentalna zadeva,
ampak vi takoj, se razširite. Potem se razširite čez celo zgradbo, v kateri se danes nahajate. Potem čez celo mesto ali pa vas ali pa kraj, v katerem ste. In eni si mislite, ko greš tako počasi, zdaj pa je bolj hiter. Ste že tako, ste se razširili. Potem se razširite čez celo Slovenijo. In na vse strani se širite, gor, dol, levo, desno, spredaj, zadaj. Potem se razširite čez celo Evropo. Pol še čez cel svet. Čez cel planet. In še pol v vesolje. Dejansko vi, to ste vi kot neskončno bitje. Torej, neskončni ste. In zdaj bomo vlekli energijo, dejansko, mislim tako, energijo lahko vlečete od koderkoli, jaz običajno vlečem od spredja, ne vem zakaj pač, lahko vlečete od koderkoli in vlečete energijo z celotnega vesolja skozi vse ljudi na planetu oziroma tiste, ki jih zanima nekaj drugačnega, ki so voljni imeti neko spremembo. Lahko tudi zaprete oči, če vam je lažje, ampak ni potrebno. In potem to energijo vlečete skozi sebe, torej skozi vse, kar ste, to razširjeno, neskončno bitje, kar ste se pravkar razširili, čez vse to vlečete. In zdaj to skupaj vlečemo. Skozi sebe, ne zaustavljate energije, ampak povlečete skozi sebe. In to vlečete, ful močno vlečete. Pa en vakuumski sesalec. Že vsi ste verjetno videli ga. In potem iz te energije zdaj pošljete majhne curke energije na vse strani planeta. Do vseh tistih, ki dejansko to, kako bi rekla, iščejo to, pa sploh ne vejo, da to iščejo. Ne, ker če bi vedeli, bi to že našli. Torej, majhne curke pošiljamo, milijone majhnih curkov na vse strani planeta. In bojo prišli ti ljudje, bojo prišli do vas, bojo rekli, sploh ne vem, koliko sem do tebe prišel, kar nekaj, ne vem, sem klikal, eden mi je povedal za tebe, na različne načine. Ne, lahko pa to naredite tudi tako, mislim, kot vidite, to pač niti minuto ne traja, lahko je to zelo hitro, ne, ko enkrat to pravzaprav osvojite, pač to par sekund in naredite to, lahko pa naredite tako, da date energijo svojega posla, recimo, pred sebe, v energijsko kroglo oziroma sam ta prostor pred sebe, ali neko storitev, ki jo izvajate, ali neko delavnico, ki jo imate, recimo, jaz imam temelje, pa seminar, poslovanje na drugačen način, damo energijo tega pred sebe. Ali pa če imate karkoli drugega, dejansko lahko naredite tudi za vse svoje življenje, torej kakšno želite, da bi bilo vaše življenje, samo dobite energijo tega in dajte to energijo v ta prostor pred sebe. In zdaj vlečemo energijo iz celotnega vesolja, skozi to energijo, ki jo imamo pred sabo, skozi celotne sebe in imamo bariere, imamo še vedno znižane. Vlečemo, vlečemo, še bolj močno. In zdaj pošljemo majhne curke energije, iz te energije, ki imamo pred sabo na vse strani planeta, do vseh tistih, ki to iščejo, pa ne vejo, da iščejo. In če ste pripravljeni, da pridejo do vas, rečete, pripravljena sem, pridite do mene, sledite tej energiji meni. Ne, če ste naredili to za svoje življenje, lahko tudi vprašate po vsem tistem, kar vam lahko na kakršenkoli način prispeva k stvaritvi takšnega življenja, da pač naj nekako vas najde. Ali so to osebe, ali so to neke dogodki, mesta, vsaka molekula v končni fazi, ki vam lahko prispeva pri stvaritvi takšnega
življenja. In zdaj tukaj pri tem vlečenju energije je ena stvar, a ne, kot pri vsaki drugi stvari, ne smemo biti navezani na rezultat. To je prva stvar. Če smo navezani na rezultat, pa te stvari ne delujejo, ker tako, čakamo, morajo zdaj priti k meni, ne, zdaj morajo priti k meni. In na ta način dejansko skrčimo energijo, lahko tudi jo zaklenemo na nek način in ne deluje. Dejansko mora biti to tako zelo lahkotno, zelo igrivo, in bolj, ko se boste s tem igrali, bolj, ko boste se vadili v tem, boljše bo to delovalo. In vadite se recimo lahko v tem tudi na ta način, da greste na neko mesto, kjer je veliko ljudi, recimo kako restauracijo ali mogoče kako trgovino, kjer je veliko ljudi, in vlečete energijo iz vseh teh ljudi. In ko se bo začelo obračati k vam, boste vedeli, da vam dobro gre. Ne bojo vedeli, zakaj se obračajo k vam, ampak dejansko boste vi vedeli, dobro mi gre. Dobro, zdaj vlečem energijo. In recimo en lep primer vlečene energije so ti svetovno znani zvezdniki, naprimer, če naprimer dam za primer Madono, oni toliko vlečejo energijo, in zato pač so tudi toliko uspešni, ker toliko znajo to uporabiti, ta energy pool, toliko vlečejo energijo, da ljudje derejo na njihove koncerte. In tudi poleg tega morate vedeti, če mi vlečemo energijo iz nekoga, se ta oseba ful dobro počuti, zato ker se poveča toliko energije skozi njo. Ker včasih imamo kakšno vprašanje, reče ljudje, pa ne bo zdaj, če jaz čez nekoga vlečem energijo, da se bo tej osebi zmanjšala energija. Ne, če mi čez nekoga vlečemo energijo, se dejansko toliko energije skozi to osebo poveča in se ful boljše počuti. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da postanemo tako dobri v vlečenju energije, kot je Madona? Ali pa ne vem, če imate vi kakega, pač mogoče kakega bolj sodobnega, pa je zdaj bolj slaven, še vedno sem tam nekje v Madoninih časih. Kaj bi bilo potrebno, da vlečete na tak način energijo? In to je recimo vlečenje energije, je tudi en drugačen način, na katerega lahko svoj posel gradite in širite. Lahkotnejši način, če vlečete energijo v svoj posel. In res, mislim, saj moja izkušnja je taka, lahko tudi še kdo drug tudi pove, pridejo ljudje in jaz rečem, koliko ste me pa našli? Ja, ne vem, nekaj sem klikala, se sploh ne vem pač, nekaj sem klikala, pa sem prišla do tebe, ali pa nekdo mi je povedal za tebe, ena gospa mi je za tebe povedala. Tako sploh ljudje v končni fazi niti ne vejo, ampak to je to, nekako sledijo energiji, zato ker mi smo vsi energijska bitja, če si priznamo ali ne, in na nek način sledimo energiji in pridemo do tistega, po čemer sprašujemo, oziroma do tistega, kar nam lahko prispeva k neki spremembi, po tistem, po čemer sprašujemo. In pa še ena stvar je tukaj pri vlečenju energije, je pa to, da seveda, če želite, da bo to dobro delovalo, morate biti pa pripravljeni tudi prejeti vse to, kar pride s tem vlečenjem energije. Ker bolj, ko boste vlekli energijo, bolj boste privlačili, ko bi rekla, bodo ljudje k vam hodili, oziroma bolj boste privlačili ljudi in tudi s tem bodo se povečale sodbe. Če pogledate recimo uspešne poslovneže, umetnike, te estradne zvezdnike, ko smo že glih omenili, koliko so oni voljni prejeti. Od laži do nekih natolcevanj, do raznih zgodbic, obsodb, vse živo. Tu morate pogledati v bistvu, a ste voljni prejemati tudi sodbe, ki pridejo v zvezi s tem, ali ne. Tako da vse, kar je zdaj tudi prinesli to na plan, za vas bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, Pokojni Shorts, Boys, Kovac and Beyonds. In tudi vse, kar vam ne dopušča, kakšna energija, prostor, zavest in izbira, ste lahko vi in vaša telesa, da postanete mojstri teh energijskih tokov, oziroma mojstri vlečenja energije. In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, Pokojni Shorts, Boys, Kovac and Beyonds. In
kaj sem še mislila reči? Ja, torej vlečenje energije lahko uporabite tudi, na primer, če greste na razgovor za službo ali pa nek poslovni sestanek, in iz te osebe, s katero imate razgovor, če preden greste na razgovor, lahko vlečete energijo, tudi če ne poznate osebno, potrebujete samo njeno ime in na ta način prikličete njeno energijo in vlečete energijo iz te osebe. Ko pridete na sestanek ali pa na neko razgovor, izenačite ta tok energije in to se sam naredi. Okej, ne zdaj tako nekaj mentalno, kako naj samo to naredite in se tej osebi, torej prvo kot prvo, dobite neke informacije že o tem, o čem bo tekel pogovor. Recimo, če imate neka pogajanja, dobite lažje torej podatek o tem, kje bo oseba, pri kateri ceni bo popustila. In pol tretja stvar je pa tudi to, da ko pridete na ta sestanek, razgovor, zaradi tega, ker ste vi ustvarili že ta energijski tok, to energijsko povezanost, se zdite tej osebi že znani na nek način in je dejansko ful lažji pogovor, razgovor na ta način poteka. Brez barier. Ja, in vse lažje teče. Tako da na ta način dobivamo tudi informacije. Z vlečenjem energije dobivamo informacije o tem, o čem govoriti in tako naprej. Torej, tudi če imate neke, recimo, če delate na primer v šoli ali pa če imate neke nastope, lahko vlečete energijo iz teh udeležencev, ki so tam, oziroma vzpostavite kakršenkoli tok energije potreben s vsakim posameznim udeležencem in se bodo vsi počutili povezani z vami in bo veliko lažje. In seveda nastop, torej, če imate nek, ne vem, nastop, predstavitev, najlažje je tako, da spustite bariere in bo veliko lažje za vas. Če imate privzdignjene bariere, v bistvu vse to, kar je v vas usmerjeno, pogledi teh ljudi, ali neke sodbe, neka pričakovanja, neke projekcije, v bistvu to ful zaznavate in je vam ful težko. In mogoče ste že kdaj videli koga, ali pa ste vi, mogoče celo vi tisti, ko ste imeli nek nastop in ste čisto zmrznili, je kot polno, ne? In to je zato, ker ste imeli privzdignjene bariere in ste ful vse zaznavali, koliko je bilo vse v vas usmerjeno. In bolj, ko boste potisnili dol bariere in si boste dovolili biti to, kar ste, lažje bo to šlo. Tudi, če imate kakršnekoli delavnice, ko vem, da tudi zdaj začenjate s svojimi delavnicami, spustite bariere in bodite vi. Najlažje bo na ta način vse stekli. Nadja pravi, ja, res je, kot si rekla, sem bila pri tebi nazaj na enem tvojem Zoomu, posel na drugačen način in poslu to uporabljam zelo pogosto. Deluje več kot 100%. Denar, ki sem ga dala za delavnico, se mi je povrnil večkratno. Ja. To je investicija za celo življenje. Tako da hvala, Nadja, tudi za to informacijo povratno. In mogoče ima kdo kako vprašanje glede tega vlečenja energije. Drugače pa igrajte se s tem. Igrajte se s tem brez navezanosti. In videli boste, da ste navezani, če boste pa pogledovali, a je, koliko jih je prišlo, je kdo prišel, zakaj ni nobeden prišel. To pomeni, da ste navezani. Se pa igrate pa tako lahkotno, igrivo in samo opazujete, kaj se dogaja, kaj se bo na podlagi tega ustvarilo. Ja, kot sem pa rekla, tako bolj podrobno se pa ti obravnavajo energijski tokovi na seminarju Temelji, pa na tem seminarju Poslovanje na drugačen način, s katerim začnemo 10. septembra prek spleta v dopoldanskih urah. To je en meni najljubših seminarjev za facilitiranje, ker je toliko, v bistvu je toliko, kako bi rekla, ljudje so toliko engagani, toliko so vključeni, toliko sprašujejo, toliko imajo enih stvari in pokrivamo pravzaprav vsa področja življenjska, ni sam posel. Dejansko je, če smo živi, smo v poslu. Ko se zjutraj zbudiš, če ti po žilah teče kri, si v poslu. Tako da, ja, je tako, jaz rečem, mislim, kjerkoli seminar izberete, to je investicija za celo življenje, in ti seminarji vam podarjajo do konca življenja, če ste voljni od njih prejemati do konca. Ja,
Evelin, se opravičujem, ne bom zdaj še enkrat ponavljala, kako se vleče energijo, ker smo rekli, bo to kar bolj kratek Zoom. Kaj ti pravi, vse bo posnetek, boste dobili posnetek, da si lahko poslušaš, ok? Zakaj imam slabo vest pri vlečenju energije z ljudi? Ok, zdaj, mogoče bi te jaz vprašala, kakšen pogled imaš, ki kreira to? Kje si, Keti? Evo me. Živijo. Kakšen pogled imaš? Ja, ne vem, kaj da manipuliram pol z njimi. Ok, in vse posod, kjer si opredelila kot manipulacijo, kot nekaj slabega, kot nekaj napačnega, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti? Ja. Right or wrong, temelj pa nam pa Colin Schwartz Boys, Povec and Beyonds. Ne, če imamo tak pogled, ali pa, ne vem, lahko imaš tudi nekateri imajo pogled, ja, če jaz vleko energijo z nekoga, ko bo pa on imel manj energije. To je... Ne, da bom imel, jaz nimam tega pogleda, da bom imel on manj, ampak kada jaz na nek način upravljam z njim, pa da se mi bo to pol vrnil. Jaz imam ta pogled. Ok. Torej, ja, to ti energijski tokovi dejansko je manipuliranje z energijo, ok? In če greš v slovar gledati, kaj pomeni beseda manipulacija, pomeni ravnanje, upravljanje z nečim. Ok, ja. In tukaj, mislim, kar smo tukaj naredili, je tako v smislu, pač, da ljudje, ki iščejo nekaj drugačnega, nekaj več, da nas bojo našli. Mogoče koga od vas, mogoče mene, mogoče tebe. To. Mi dejansko manipuliramo tukaj, uporabljamo to, da ustvarimo nekaj več. Tako da jaz bi te priporočala, da si vse sodbe in vse pomene, ki si pripisala manipulaciji, da vse to potem pokaš. Oziroma bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, temelj pa Colin Schwartz Boys, Povec and Beyonds. Nimamo zdaj tukaj časa, da bi šli tako podrobno, ampak to ti priporočam. In če ena stvar je, torej, če imaš ti pogled, da je manipulacija slaba, bojo drugi tebe manipulirali. Oziroma ne boš videla, kot drugi tebe manipulirajo. Tako da vse, kar je to prenesli na plan, je bila pripravljena se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, temelj pa Colin Schwartz Boys, Povec and Beyonds. In tukaj govorimo tudi o lahkotnejšem, drugačnem načinu ustvarjanja življenja, posla, vsega. Tako da... Cool, hvala ti. A veš, če je nekaj slaba vest oziroma neka teža, če imaš, v bistvu deluješ iz neke laži. Iz neke sodbe, nek pogled imaš tukaj. In tudi to, ja, pač tako sem rekla, kakšen pogled imaš, iz katerega deluješ, kar kreira to slabo vest. Evo, Irena pravi, med samim Zoomom se je oglasila Stanka, da želi Barse. Kako lahko še boljše kot to? Ne? Tako to deluje. Barbara, v teh primerih, ko si na koncu govorila, samo vletemo energijo ali jo potem vedno pošiljamo v teh curkih od sebe. Vedno pošiljamo v curkih od sebe. Ok, ker pošljemo pa to energijo, recimo, če imamo posel ali pa če imaš ti neko storitev, dejansko ima ta storitev oziroma posel ima neko specifično energijo, in pa ti iz te energije, oziroma lahko tukaj noter vključiš še, ne vem, tvojo energijo, pol, ne vem, če imaš še neke druge deležnike, če to upravljaš v nekem prostoru, ali pa če tukaj še kdo drug sodeluje zraven, vse to energijo daš tukaj noter in potem iz te energije pošiljaš curke do vseh tistih, ki jih to zanima, oziroma ki iščejo to, pa sploh ne vejo, da iščejo. Je jasen? Je zdaj bolj jasen? Ok, ja, vedno pošiljamo tako na vse strani vesolja, na vse strani planeta pošiljamo te curke do vseh tistih, ki to iščejo. Ok? Čakaj, da vidim, če sem še kaj, če še kako vprašanje. Ok, ni. No, to je en, mislim, tako ful lepo, Irena, hvala tudi za to, da si delila to z nami. Dejansko to deluje na ta način. Vlečemo in pol brez navezanosti, igrivo, bodite spet otroci, bodite se voljni spet igrati, tako ste se včasih igrali. Ko ste se igrali, pa ni bilo važno, pa se tista potička, ko ste naredili v peskovniku, ali se je podrla, pa ste pol hitro nekaj drugega naredili brez navezanosti, pa ste bili najprej, ne vem, ste se igrali, ste bili najprej frizerka, pa čez 5 minut ste bili pa gasilca, ne, in brez navezanosti. Tako da,
igrivo, lahkotno in to na ta način se igrajte s tem in bolj, ko se boste igrali, torej to lahko delate, vsak dan lahko delate ta energy pool, to lahko naredite medtem, ko ste v avtu, lahko naredite v trgovini, ko čakate v vrsti, da boste plačali za stvari in če boste res brez navezanosti delali, boste videli, da začelo vaše tako, da začnejo te, kako bi rekla, storitve ali pa posel, pa vaše življenje pravzaprav začne se odvijati na ta način, kot ga pač želite imeti. Tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za današnji pool. Kaj vse je zdaj še mogoče? Boste pa dobili tudi posnetek, pa tako da boste lahko si preposlušali večkrat. Seveda pa lepo vabljeni tudi na te seminarje, ki smo jih omenili. Bomo tudi v tem follow-up e-mailu poslali več podatkov, pa se mogoče vidimo tudi tam. Čau, Hvala ti. adijo, Hvala, hvala vam, adijo. čau. Čau. Čau.